Poglejmo si sedaj še pravice prosilcev za mednarodno zaščito, kasneje tudi oseb z mednarodno zaščito, najprej pa prosilcev. Se pravi, glede nastanitve imajo prosilci pravico do osnovne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi. To pač obsega nastanitev, prehrano, obleko in obutev, higienske potrebščine. Prosilci, ki so nastanjeni v azilnem domu ali njegovi izpostavi in so brez lastnih sredstev, so upravičeni tudi do neke minimalne mesečne žepnine. Imajo pa tudi možnost nastanitve na zasebnem naslovu in v tem primeru tudi do finančne pomoči za to. Ampak o nastanitvi na zasebnem naslovu odloča posebna komisija, običajno se pa odobri samo tistim, ki imajo neke zelo utemeljene, pogosto zdravstvene razloge za to. Zdravstveno varstvo. Prosilci imajo pravico do nujne medicinske pomoči in nujnih reševalnih prevozov po odločitvi zdravnika. Pravico do nujne zobozdravstvene pomoči in nujnega zdravljenja po odločitvi lečečega zdravnika in do zdravstvenega varstva žensk. Posebna komisija lahko odobri tudi dodaten obseg pravic za ranljivo osebo z nekimi posebnimi potrebami. Recimo, če bi nekdo potreboval očala, lahko taka komisija odobri nakup očal. Zdaj, ta nujna medicinska pomoč in nujno zdravljenje, to je pogosto stvar interpretacije zdravnika. Tako da lahko ocenimo, da je to tako nizek nivo zdravstvenega varstva prosilcev kar problematičen. Saj pač dejansko so lahko deležni zgolj nekih nujnih zdravstvenih storitev. Kar se tiče zaposlitve in dela, lahko prosilec delo opravlja, če je njegova istovetnost nesporno ugotovljena, in sicer 9 mesecev po vložitvi prošnje, če mu v tem času ni bila vročena neka odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati prosilcu. Seveda je problematično, da prosilci toliko časa, se pravi kar 9 mesecev, nimajo pravice do dela ali zaposlitve. To nekako znižuje njihovo aktivnost, tudi znižuje možnost, da bi bili dejavni, da bi sami poskrbeli za sredstva zase. In to seveda tudi zelo negativno vpliva na njihovo kasnejšo integracijo oziroma zmožnost integracije v slovensko družbo. Kar se tiče izobraževanja, imajo prosilci za mednarodno zaščito pravico do osnovnošolskega izobraževanja, lahko se jim omogoči mladoletnim pa tudi zagotovi dostop do izobraževanja na poklicnih in srednjih šolah in tudi visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja. V praksi je seveda tako, da zdaj osnovnošolski otroci se vključujejo v šolo, najpogosteje je to Osnovna šola Livada ali pa Logatec, tam, kjer tisti, ki bivajo v Logatcu. Mladoletni brez spremstva so običajno vključeni v neko osnovno šolo za odrasle. Precej manj pa je tistih, ki se vključijo v srednješolsko izobraževanje ali pa v univerzitetno pa visokošolsko izobraževanje. Se pogosto nimajo dokazil oziroma tudi pač izpite za vključitev je težko opraviti, a ne. Zdaj vse je tudi povezano z znanjem slovenskega jezika in podobno. Če gremo sedaj na pravice oseb z mednarodno zaščito. Pravice oseb z mednarodno zaščito so v veliki meri izenačene s pravicami državljanov Republike Slovenije. Seveda glavna je pravica do prebivanja v Republiki Sloveniji in pravica, da dobijo seveda te informacije o svojem statusu in obveznostih, ki jih imajo. Lahko prebivajo v nastanitvenih kapacitetah Ministrstva za notranje zadeve, to so integracijske hiše, nekako 1 leto, potem pa še do 3 leta lahko prejemajo finančno nadomestilo za privatno namestitev. Imajo pravico do zdravstvenega varstva, podobno kot državljani Republike Slovenije, enako tudi socialnega varstva, izobraževanja, zaposlovanja in dela,
podporo pri integraciji, se pravi, dobijo za obdobje 3 let, posebnega svetovalca za integracijo na Uradu za oskrbo in integracijo migrantov. Prav tako, se jih, vključi v orientacijski program, ki ga izvaja Slovenska filantropija. Pomoč pri integraciji oziroma urejanje življenjskih situacij, izvaja še, društvo Odnos. Vključeni so, kasneje tudi v 300-urni tečaj slovenskega jezika. Zdaj, če pogledamo, kaki so ukrepi za vključevanje tujcev, državljanov tretjih držav, se pravi tistih, ki ne, zaprosijo za mednarodno zaščito in ne pridobijo, ampak imajo neki drug status stalnega pa začasnega prebivanja. Pripadajo jim programi učenja slovenskega jezika, spoznavanja slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo, tukaj je program začetne integracije priseljencev. Pripada jim brezplačni prvi preizkus znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, programi medsebojnega povezovanja in razumevanja s slovenskimi državljani, to gre za projekte, ki jih izvajajo različne nevladne organizacije, in pa programi informiranja. Zdaj pa, če se malo pomudim pri izzivih pri vključevanju prosilcev in oseb s priznano mednarodno zaščito. Eno je sigurno postopek za priznanje mednarodne zaščite in nanj vezane pravice, ne, se pravi samo bivanje v azilnem domu, ki je vendarle institucija, kjer je, neko povsem, normalno življenje, kot ga poznamo mi, pogosto onemogočeno, ne. Skratka, ne morejo si sami pripravljati hrane, ob tem, da 9 mesecev nimajo možnosti dela. Pa tudi ob dejstvu, da ti postopki pogosto lahko trajajo tudi zelo dolgo, je to seveda neka precej problematična praksa, ki, lahko bistveno vpliva na to, kako se posameznik, spopada kasneje tudi z integracijo, če pridobi status. Torej ti življenjski pogoji, na neki način gre tudi za neko getoizacijo, potem, dostop do zdravstvenega varstva, poleg tega, da, prosilci za mednarodno zaščito niso vključeni, v zdravstveno zavarovanje in imajo pravico samo do nujnega zdravstvenega varstva, je potem še tu ta praktična dostopnost do, zdravnikov, do zdravstvenega osebja, ki je pogosto povezana tudi z možnostjo komuniciranja, posebej če oziroma dokler, posameznik ne zna dobro slovenskega jezika. Dostop do socialnega varstva, zdaj osebe z mednarodno zaščito so sicer, izenačene z državljani Republike Slovenije. Še vedno pa se tu, pač pojavlja predvsem vprašanje prosilcev za mednarodno zaščito. Tudi je vprašanje, kako je organizirana socialna služba v azilnem domu, ali je dovolj, tudi usposobljenega kadra na tem področju. Potem tudi je vprašanje ta prehod, ko posameznik pridobi mednarodno zaščito, ko se izseli iz azilnega doma, kar nekaj časa traja, preden dobi denarno socialno pomoč, in pogosto se takrat ljudje znajdejo tudi v nekih takih finančnih stiskah. Prevajanje in kulturna mediacija, pri tem seveda gre za to, da, v Sloveniji še vedno nimamo vzpostavljenega tega sistema kulturnih mediatorjev, ki bi delovali pri različnih institucijah in organizacijah. Pripravlja se sicer, nacionalna poklicna kvalifikacija, v praksi pa še vse skupaj še vedno deluje precej, ad hoc. Nastanitvene možnosti, tudi lokalna integracija, treba se je zavedati, da, begunci, osebe z mednarodno zaščito iščejo stanovanje na trgu, in so pogosto seveda v precej šibkejši poziciji zaradi svoje specifične situacije. Najemodajalci to pogosto zelo izkoriščajo in višajo cene. Seveda problem je tudi, ker je sam sistem integracije v Sloveniji precej centraliziran in ni zapeljan lokalno, se pravi, lokalne skupnosti za to nimajo nobenih, pristojnosti.
Dostop do izobraževanja se sicer izboljšuje, še vedno pa velja poudariti, da bi mnoge osebe z mednarodno zaščito potrebovale neki poseben program, bodisi vajeništva ali pa nekega treninga na delovnem mestu, kjer bi, predvsem, hitro in učinkovito spoznale nekatere poklice, se potem tudi učile jezika in podobno. To še vedno nekako manjka. Seveda po drugi strani potem je tudi vprašanje razumevanja integracije, kulturnih norm in vrednot, zdaj tako s strani večinskega prebivalstva kot tudi s strani priseljencev je pogosto to razumevanje, nekako, ne živi v praksi. Pogosto se integracija še vedno razume kot neka oblika asimilacije. Posebno področje so otroci brez spremstva in njihova zaščita. Zdaj v Sloveniji sicer ta sistem razvijamo, pač pred časom se je razvil sistem zakonitih zastopnikov, še vedno pa je vprašanje, predvsem povezano z njihovo nastanitvijo, in pa tudi dejstvo, da mnogi otroci brez spremstva še vedno so nastanjeni tudi v Centru za tujce, ki je, pač policijska zaprta institucija. In nenazadnje tudi vprašanje nasilja, vprašanje enakosti spolov, vprašanje razumevanja tega, tako pri beguncih oziroma osebah z mednarodno zaščito kot tudi, pri nas. Zdaj pač, begunci vemo, da so deležni številnih oblik nasilja, ne, tako v matični državi kot tudi, na poti. Pa seveda tudi pogosto tudi v teh ciljnih državah. In, nekako pač potem tudi njihovo samorazumevanje, tega je nekako zelo pomembno. Pomembno je tudi, da razumejo enakost, spolov, v našem okolju. Zdaj seveda tu ne bi želel stereotipizirati, ampak vendarle je pač potrebno poudariti, da, mnogi prihajajo iz nekih okolij, kjer, ta enakost spolov ni tako sama po sebi umevna, kot je recimo, pri nas. Izzivi pri vključevanju oseb s statusom začasnega in stalnega prebivanja so predvsem povezani z življenjskimi pogoji, ki vplivajo na vključenost, getoizacija. Vemo, da pač mnogi, delavci, predvsem delavci migranti živijo v nekih, getih, a ne, oziroma nekih samskih domovih, nekih bivališčih, ki jim, nekako onemogočajo neki učinkoviti stik s širšim okoljem. Pa seveda vprašanje zadostnosti integracijskih ukrepov. Verjetno bi bilo poleg tega, da imajo možnost učiti slovenski jezik, potrebno narediti še kaj, predvsem verjetno na lokalni ravni. Po drugi strani imamo izzive, demografske izzive. Zdaj selitveni prirast v Sloveniji bi po nekaterih podatkih moral v povprečju presegati število 13.500 letno, če bi želeli preprečiti upad števila delovno sposobnega prebivalstva. To je podatek že po letu 2015. Zdaj seveda treba se je zavedati, da, tudi v Sloveniji, tako kot tudi v drugih evropskih državah, se prebivalstvo stara, da potrebujemo vedno več ljudi tudi, za vključitev v, neki delovni proces. In seveda migracije, so na to lahko, vsaj delni odgovor. In seveda razvojni izzivi. Migracije bi bilo treba gledati kot na neki razvojni potencial in tudi temu prilagoditi ukrepe. Zdaj za konec pa poglejmo še malo statistične podatke, a ne. Zdaj, če gledamo globalno, je ob koncu dvajsetega stoletja izven matične države živelo nekako 3% svetovne populacije ali eden izmed 40 Zemljanov. Med temi pa je bilo nekako 15,6 milijona beguncev in 27,5 milijona notranje razseljenih oseb. V zadnjih letih pa se je to število beguncev, precej povišalo in je s 60 milijoni tam nekje okoli te številke najvišje po drugi svetovni vojni.
Zdaj pogledamo statistične podatke za Slovenijo. Konec leta 2018 je v Sloveniji bivalo 83.522 oseb z dovoljenjem za stalno prebivanje in 64.472 oseb z dovoljenjem za začasno prebivanje. Zdaj, glavne države izvora so Bosna in Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Srbija in Ruska federacija. Zdaj gre za tiste priseljence, ki so v Sloveniji po večini, ki so prišli prostovoljno, ki nimajo statusa begunca, ampak so tukaj bodisi zaradi dela, izobraževanja, združevanja družine. Če pa pogledamo prošnje za mednarodno zaščito, tukaj vidimo tole preglednico, kako so te prošnje nekako se gibale od leta 1995 naprej. Vidimo, da je zelo veliko prošenj bilo v letu 2000. To je obdobje, ko je preko Slovenije potekala tako imenovana balkanska pot, ko so mnogi migranti prišli z Bližnjega vzhoda z letalom do Sarajeva in potem svojo pot nadaljevali v Evropo. Potem so te številke nekako padale, nekako ostale na neki približno podobni ravni med leti 2003 in 2005, potem ponovno padle in pa se potem spet zvišale po letu 2016. V zadnjem letu pa predvsem zaradi razmer na Zahodnem Balkanu se je število prosilcev bistveno povišalo spet. Kar se tiče priznanih statusov mednarodne zaščite, vidimo, da jih je relativno malo. V zadnjem letu je Slovenija priznala 88 statusov mednarodne zaščite. Zdaj, če naprej pogledamo države izvora prosilcev za mednarodno zaščito v lanskem letu, največ je bilo prosilcev iz Alžirije, Maroka, Pakistana in Afganistana. Najpogostejše države izvora tistih, ki so pridobili status, pa so Turčija, Sirija, Iran, Irak in Afganistan. Toliko z moje strani. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Če vas vsem skupaj zanima kaj več, vam tukaj dam naše kontaktne podatke. Lahko mi napišete sporočilo na elektronsko pošto ali pa pokličete na telefon. Upam pa, da se bomo kmalu tudi videli v živo in o vsem skupaj pogovorili. Nasvidenje.